Prelomne novice v skrivnostnem izginotju Nancy Guthrie. Šerifov urad okrožja Pima je pravkar potrdil šokantne nove informacije o odkupnih pismih, ki so zaznamovala ta primer. Prvič vidimo dejanska odkupna pisma, ki jih je objavila policija, poleg tega pa še srhljiv razvoj dogodkov, saj policija očitno verjame, da to ni šlo za impulzivno kaznivo dejanje. Osumljenec je morda opazoval hišo, preučeval prizorišče in čakal na popoln trenutek za napad. To je posebna izdaja oddaje On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Velika novica prihaja iz šerifa okrožja Pima v Arizoni v zvezi s preiskavo Nancy Guthrie. Prvič vidimo s strani organov pregona dve odkupnini pismi, ki sta bili poslani medijem na začetku vsega tega, ko je bila Nancy Guthrie odpeljana iz svojega doma sredi noči. Prav tako pa šerif postavlja nekaj vprašanj o tem, kdaj so bili posneti videoposnetki tiste skrivnostne osebe na stopnicah pred hišo Nancy Guthrie. In obstaja možnost, da so bili ti videoposnetki, po besedah šerifa, posneti v različnih nočeh. Veliko je za razčleniti. To je res prvič po dolgem času, da smo prejeli informacije neposredno od šerifa okrožja Pima. Zdaj se mi pridružuje gostja, da bi govorili o vsem tem. Anjanette Levy, voditeljica oddaje Crime Fix tukaj na Law and Crime. Anjanette, hvala, da ste tukaj. Vem, da tudi vi spremljate ta primer. Preden se lotimo odkupnih pisem, kaj menite o času, ko so danes objavili te informacije? Pojavilo se je poročilo, da DNK iz lastnega vlakna ni prinesel nobenih rezultatov. Prav. In potem nekaj ur kasneje pride ta precej obsežna tiskovna izjava o odkupnih pismih in tudi morebitne informacije o osebi na vhodnih stopnicah. Hvala, da ste me povabili, Chris. Mislim, da ta čas ni naključen. Mislim, da bi to lahko pomenilo več stvari. Lahko pomeni, da so res na koncu z živci in nimajo druge izbire, ali pa menijo, da nimajo druge izbire, kot da objavijo te informacije. V upanju, da bo kdo videl te zapiske in morda prepoznal pisavo. Ali pa je to morda namerno, ker želijo videti, kako bi lahko potencialni osumljenec reagiral. Torej, tukaj je nekaj možnosti. Dejstvo, da pravijo, da iz las, iz DNK na laseh niso dobili ničesar, je zame zelo zanimivo. Zelo zanimivo, ker je zvenelo, kot da so polagali upe v tisto DNK testiranje, ki je potekalo na tistih na laseh brez korenin. In zdi se, da iz tega ni bilo nič. Mislim, da bodo govorili le, ko bodo menili, da je to koristno za preiskavo. Saj je šerif Nanos le nekajkrat govoril z določenimi lokalnimi mediji. V zadnjem času ni imel veliko velikih intervjujev za nacionalne medije. Torej, lahko obstaja nekaj razlogov, zakaj so se odločili, da to gradivo objavijo prav zdaj. Ja, in razmišljamo o šerifu Nanosu po Savannah Guthrie. Ona je ta teden objavila tisti video, ki je bil prvi po dolgem času v tistem selfie stilu, ki smo ga videli na začetku preiskave. Veš, prosila je tistega, ki je vzel njeno mamo, naj stori pravo stvar. In potem je on odgovoril, da imajo še vedno veliko DNK, ki jo morajo pregledati. In do zdaj se zdi, da to ni prineslo nobenih rezultatov. Pojdimo naprej, imamo ti dve odkupninski pismi, ki jih zdaj beremo neposredno iz šerifove pisarne. Drugega mislim, da še nismo videli sami. Tako da ga bom prebral tukaj v trenutku, ampak začeli bomo s prvim. Bodite potrpežljivi, ko bom to prebral. In to bomo prikazali na zaslonu. Pozdravljena, Savannah. Imamo tvojo mamo, Nancy. Je na varnem, vendar prestrašena. Zadržali jo bomo za odkupnino. Ko bo plačilo prejeto, jo bomo izpustili nepoškodovano. Zadržali jo bomo največ 7 dni. Poslati boste morali bitcoin v vrednosti 4 milijonov ameriških dolarjev v četrtek 5. do 17:00. Če plačilo ne bo prejeto, se bo odkupnina povečala na 6 milijonov ameriških dolarjev, ki jo bo treba plačati do ponedeljka 9. do 17:00. Ko bo plačilo prejeto na spodnji naslov za bitcoin, bo izpuščena v 12 urah po nakazilu na varni kraj za predajo v Tucsonu. Če plačilo ne bo prejeto do zadnjega roka v ponedeljek 9. do 17:00, bo ubita. Tvoja mama se tega zaveda in njeno življenje je v tvojih rokah. V interesu vseh je, da se to izvede čim prej. Od zdaj naprej me ne boš mogel več kontaktirati. Pogajanj ne bo, ne igraj se, policija ti ne bo mogla pomagati. In potem na dnu
Piše, da je imela bela pametna ura na tleh svoje postelje in da je bil bel reflektor na dvorišču uničen. In bilo je nekaj poročanja v zvezi s tem pismom o pametni uri, o kateri smo slišali že zgodaj, in pogovor o reflektorju. Mislim, najprej je to res srhljivo brati, ko to prebiraš. In bile je nekaj izmenjav z anonimnim poročanjem. Reuters je poročal, da ta odkupninska pisma morda sploh niso verodostojne. Mislim, da dejstvo, da to dejansko vidimo od šerifa okrožja Pima in da to dajejo v javnost, ne vem, če to potrjuje. Oni tega ne potrjujejo, ampak zdi se, da imajo ta pisma morda dejansko neko verodostojnost. Ja, morda imajo neko verodostojnost. Vedno sem se spraševala, ali so bile ta pisma le izgovor, da bi pridobili čas za prikritje umora. Tega ne vem, ampak to mi je vedno hodilo po glavi. Očitno jih zdaj objavljajo z razlogom. Prej tega niso storili, oziroma ne pred tem časom. Veš, minilo je 6 mesecev od izginotja Nancy Guthrie. To je... In tako. Mislim, da so v tem sporočilu nekatere zanimive stvari. Kako pravijo, naj ne kličeš policije, ne bodo ti pomagali, ne morejo ti pomagati. Zelo so odločni in prepričani v to. Policija je bila že poklicana. Preden so bila ta sporočila poslana. Ta so bila poslana lokalnim televizijam in TMZ-ju. Policija je bila že obveščena. Prav. Tako je policija dobila te zapiske. To se mi zdi zelo zanimivo. In zato se sprašujem, ali so to preprosto krinka oziroma nekakšen izgovor ali pa poskus pridobiti čas za prikrivanje umora. To je ena izmed mojih misli. Kar se mi zdi tudi zanimivo pri tem je, da imamo napačno črkovanje. Na to bom opozorila. Beseda received je v tem zapisku napačno napisana. In veš, ne igraj se. Policija ti ne bo mogla pomagati. Ampak ponudijo te podrobnosti, ti 2 podrobnosti, da rečejo, glej, mislimo resno. Poglej reflektor. Vemo, kje smo pustili uro in tako naprej. Tako da mislim, da je tukaj nekaj zanimivih stvari. In zanimivo se mi zdi tudi to, da je Savannah Guthrie trenutno odsotna z dela za oddajo Today Show. Je nekje na zahodni obali, kjer naj bi snemala oddajo Wordle, Prav. novo tekmovalno oddajo. Torej je ni bilo v oddaji Today Show zadnji teden ali nekaj takega. Mislim, da je tukaj veliko zanimivih stvari. Ne kličite policije, ampak to bomo poslali na lokalno televizijsko postajo. In policija je bila že poklicana. Torej je veliko vprašanj, ki se mi porajajo v mislih zaradi tega. Ja. In spomnim se, ko je to prišlo ven, mislim, da je bila to že glavna novica. Vsi se spomnijo začetka leta, ko se je to razvijalo. Mislim, to je bila zgodba leta. In morda bo tako tudi na koncu leta. Tudi meni je najprej padla v oči ta prva, preden preberemo drugo, USD. Ker mislim, da nihče ne reče USD, če si v Združenih državah. Preprosto bi rekel, veš, 10 milijonov, veš, 6 milijonov dolarjev in mejo lahko prečkaš v Nogales, ki je le 1 uro južno od Tucsona. Pravzaprav sem prečkal to mejo. In res mi je ostalo v spominu, kako enostavno je priti čez. Veš, meja se morda odpre ob 6 zjutraj, ampak nihče ne preverja dokumentov, ko greš čez. Zato se res vprašaš, če jim je uspelo priti čez mejo. Veš, kako enostavno bi bilo, ni tako, kot se vračaš, ker ti dejansko pregledajo potni list in vse. Naj preberem to drugo sporočilo. In začne se zelo drugače. Tudi ton tega je opazil drugačen od prvega. Prav tako je precej krajše. Družina Guthrie nismo v celoti dojeli resnosti njenega fizičnega stanja. Nikoli ji nismo nameravali škodovati. To ni bil naš namen. Umrla je kmalu potem, ko so jo odpeljali. Verjamemo, da je bilo povezano s srcem. Zdaj je pokopana nekje v naravi. Ničesar, kar bi lahko storili, ne bi spremenilo izida. Želimo, da vaša družina to ve in upamo, da boste našli mir. Iskreno nam je žal. Veš, že takoj na začetku, mislim, sam že s tem, da se zdaj nagovarja družino Guthrie, kjer je bilo prvo pismo namenjeno Savani, zdaj pa je namenjeno celotni družini in vemo, da je imela težave s srcem, veš, in da je bilo to skrb vzbujajoče. Imela je zdravstvene težave, ampak zelo drugačen ton v tem, kako pravijo, da je niso želeli prizadeti. Kar je povsem drugače od tega, kar so rekli prej, če je to isti pisec kot v tistem prvem pismu.
Ja, to je zelo drugačen ton. In ne poznam veliko, veš, mislim, da še nikoli nisem videla primera ugrabitve. In ne vidimo veliko primerov ugrabitev zaradi odkupnine. Takšni primeri so precej redki, da bi kdo rekel, veš, nismo nameravali tega narediti, nismo je nameravali poškodovati, ampak že v prvem sporočilu ste ji grozili s smrtjo. Že ste rekli, da boste to storili, če ne dobite bitcoina. In zato je popolnoma drugačen ton, ko rečete, da je pokopana z naravo. Mislim, da tako ljudje ne govorijo, to sem že prej rekla. Nihče ne govori tako. Mislim, da ima popolnoma drugačen ton. Zato se vprašaš, ali je kdo uporabil ChatGPT za pisanje teh sporočil, veš, umetno inteligenco ali kaj podobnega. Ampak, veš, res nam je žal in ničesar nisi mogla storiti. No, prej ste rekli, da bi bila v redu, če bi plačal denar. Milijone dolarjev odkupnine v bitcoinih. Torej, to se mi zdi zelo zanimivo. In to mi sploh nima nobenega smisla. To sta dva različna sloga, dva različna tona. In ali je bilo to zato, da bi nekdo v družini, cela družina, se počutil bolje, ker niso plačali tega denarja? In veš, poskušaš nekoga pomiriti. Mislim, da to počne nekakšen pravi ugrabitelj. Ne, in to je, veš, in to bi moral prej omeniti. Torej, prvo pismo je bilo 2. februarja, drugo pismo pa je prišlo 6. februarja. Torej je 4-dnevna razlika. In potem je tu še motiv, da se neposredno obračaš na družino Gatrevih, a pismo pošleš na Colt televizijo in TMZ. Zelo nenavadna izbira medijskih hiš, kamor to pošleš, še posebej, če želiš zdaj potolažiti družino, a hkrati to še vedno spraviš v javnost na tak način. Če je vse to res in policija tega ne potrjuje, pravijo, da je maj, mislim, da dejstvo, da to dajejo v javnost, tudi napišejo v sporočilu za javnost. To je od šerifa. Pravijo, da ta sporočila razkrivajo značilne vzorce izbire besed, skladnje in frazeologije, ki odražajo edinstven jezikovni slog pisca. Prav tako imajo vrednost. Dragocen vpogled v miselnost osebe, motive in razvoj njihovega tona skozi čas. Torej, veste, oni to dajo ven, da vidijo, če bo kdo, in veste, mislim, da bo poziv javnosti zagotovo bolj povezan z videoposnetkom, o katerem bomo govorili čez trenutek, ampak ja, to je res čuden način govora. In potem pravijo tudi v Tucsonu, kar je še en del tega, pri čemer mi je najprej na misel prišla Mehika. Ampak potem, ne vem, spomnim se, da so to vprašali šerifa že na začetku. In on je nekako, ni da bi to namenoma pometel pod preprogo, ampak način, kako so organi pregona o tem govorili na novinarskih konferencah, je bil, smo v stiku z našimi kolegi v Mehiki. Ampak nikoli se ni zdelo, da bi bilo na drugi strani meje vidno veliko virov, ki bi iskali Nancy Guthrie. Tako ni izgledalo. Ampak ves ta del o vrnitvi v Tucson, mislim, to bi lahko bila Mehika, lahko bi bilo drugo mesto v Arizoni. Preprosto ne vemo. Ampak mislim, da je del z USD zelo velik namig. To ni način, kako Američani pišejo in govorijo o valuti, veš? Nihče ne govori tako. Tako da bi lahko bil nekdo v Mehiki. Spet, to so lahko ponaredki, ampak lahko je nekdo v Mehiki. In toni so zelo različni. Torej upajo, da bo nekdo, ki kaj ve, videl te zapiske in rekel, poznam nekoga, ki tako govori. To mi je znano. Mislim, da resnično poskušajo vreči svojo vabo in videti, ali bo kdo ugriznil. In drugi del te tiskovne izjave, ki je trenutno v središču pozornosti, so videoposnetki in slike, ki jih je sprva objavil Kash Patel, direktor FBI te osebe, v maski, očitno oborožene. Na stopnicah pred hišo Nancy Guthrie. In ljudje se morda spomnijo, da so rekli, da je bilo treba ta posnetek pridobiti, ker se pri Ring, če ne plačaš določene storitve, ne shrani v oblak. Treba ga je bilo pridobiti. Tako ni bilo veliko informacij o tem, kdaj je bil ta posnetek narejen. Vemo, kdaj je bila kamera izklopljena, ampak glede tega, kdaj je bil ta posnetek in kdaj je bila ta oseba dejansko na njenih stopnicah, to ni bilo jasno. Zdaj pa pravijo, citiram, 2 posnetka pridobljena iz Nancyne kamere pri hišnem zvoncu sta morda iz 2 različnih dzi. Ti posnetki so ključni za naše razumevanje vedenja in odločitev neidentificiranega moškega. Kažejo, da je sprejel ukrepe za pripravo na dogodek v noči z 31. januarja na 1. februar, kar je res srhljivo, če pomislimo, da to ni bilo naključno. Ker je obstajala teorija, da so morda samo vdrli v hišo, da je šlo za vlom in vi niso vedeli, da bo Nancy tam.
Če se je to dejansko zgodilo v 2 ločenih nočeh, kjer so dobili ta posnetek, to kaže, da je bilo morda več načrtovanja, kot so nekateri mislili, ko je šlo za izbiro tarče, in še posebej ne poznamo motiva, a zagotovo so ciljali nekoga s hčerko, ki je vredna veliko denarja. Ja, mislim, da je bilo v to dejansko vloženega veliko načrtovanja. Tak je moj občutek. Že samo dejstvo, da bi šli tja pred zločinom, da bi si ogledali kraj in preverili, s čim se boste soočili. To se mi zdi res zanimivo. In več bilo je nekaj poročanja, kot si prej omenila, poročanja iz virov v tem primeru. Govorili so o tem, da so bili v preiskavo vključeni ljudje, ki so verjeli, da so bila ta sporočila poslana, ali pa so bili videoposnetki pravzaprav z različnih datumov. Tako da mislim, da je to seveda srhljivo, kot si rekla, tip z verande, ki smo ga že videli na posnetkih in vidimo tisto bližnjo sliko njega, video in brke skozi masko. To je hladnokrven tip, kar se mene tiče. Ne zdi se, veš, sploh ni zmeden, veš, tisto z rastlinami, seganje po rastlinah je očitno zelo čuden del tega in mi sploh nima smisla. Ampak, veš, preprosto to mi močno kaže na vnaprejšnjem razmisleku in načrtovanju. In zato ne mislim, da je bilo to naključje. In spet, lahko bi šlo za prikrivanje umora. Preprosto še ne vemo. Toliko stvari še ne vemo. Veliko informacij so že objavili, ampak očitno je še vedno veliko informacij, ki jih v tem primeru nimamo. No, in prav tako ne vemo, kakšna je bila neposredna linija komunikacije z Guthriejem preko tega. Ne vemo, ali so te zapiski, kdorkoli jih je poslal, dejansko pristni, veš, ali so imeli ves čas ločeno linijo komunikacije z Guthriejem. In zato je Savannah, veš, ne pravim tega, ampak mogoče je zato ta teden izšel video. Ne vemo, zakaj je izbrala prav ta trenutek, da je ta teden ponovno objavila ta video z nagovorom tej osebi. Policija, torej namestniki, okrožje Pima, so objavili še eno stvar in upajo, da bodo ljudje ponovno pogledali ta video, saj vedo, da je morda iz več različnih noči. In to je nekako, hej, nekdo tam zunaj mora nekaj vedeti, kar pa zagotovo ni prelomna novica. Ampak so navedli zanimivo zbirko načinov. In to je morda le splošen način, kako to objavite, ko iščete nekoga, ki bi lahko bil vpleten v zločin. Vendar na javnost razmisli o ljudeh, še posebej, če živite na teh območjih. Veste, Tucson, okrožje Pima, kjerkoli že je. In opazite spremembo v vedenju nekoga, da je to lahko opozorilni znak, da je morda imel kaj s tem. Zato bom zdaj to prebral. Pravijo, da je sprememba razpoloženja ali izkazovanje tesnobe, živčnosti ali razdražljivosti, sprememba fizičnega videza, barve ali pričeske las, rast ali odstranitev obraznih dlak in tako naprej. Nepojasnjene poškodbe, ureznine na rokah, modrice in podobno v obdobju, ko je bila Nancy nazadnje videna. Spremembe v običajni rutini, kot so izostanki z dela, pouka, sestankov, nenadni odhodi iz območja v času njenega izginotja, čiščenje ali popravila vozila. Nepojasnjeno zanimanje ali nezanimanje za sosesko Nancy Guthrie. Opazno močno zanimanje ali nezanimanje za preiskavo ali nepojasnjeno poznavanje situacije. Ko to prebereš, vidiš, da je tega veliko. To je nekako tako, kot smo že videli v zgodbah prej, kaj naj bi ljudje iskali. Samo sprašujem se, veš, zdaj, ko to izgovarjam, da je minilo že 6 mesecev, odkar je zginila, kje je bilo to morda pred 6 meseci? Zakaj zdaj pozivajo javnost? Ker so objavili videoposnetke, potem pa so nekako tiskovne konference prenehale. In zdaj, 6 mesecev kasneje, te skrbi, da so res v tej fazi, ko samo upajo, da bo prišel telefonski klic z namigom, ki bo razrešil primer. In to je lahko njihovo upanje. Mislim, to je lahko znak obupa. Res bi lahko bilo. 6-mesečna obletnica je tukaj. Vedo, da bo medijska pokritost. Minilo je 6 mesecev in morda res nimajo nobenih močnih sledi. Zato preprosto rečejo, samo objavili bomo in videli, kaj se bo zgodilo, ker to moramo rešiti. Mislim, da je bil videoposnetek, na katerem je Savannah pred nekaj dnevi zelo zanimiv, Chris. Ti si to omenil. Dejstvo, da se zdi, kot da govori z eno osebo. Veš, to usmerja proti nekomu in tako veš, ne vem, kako je s tabo, ampak vedno sem mislila, da je bilo v to vpletenih več oseb. In morda te zapiski zato zvenijo tako različno, kot da so resnično pristni in avtentični. In mislim, da govori eni osebi, za katero morda misli, da ima nekaj empatije in srce, medtem ko prva oseba, ki je morda napisala to prvo sporočilo, tega nima. In zato upa, da bo tej osebi vest začela delovati. In pravi, da nikoli ni prepozno, da narediš pravo stvar.
in upa, da bo ta oseba poklicala. In očitno vidi, da ta oseba, če je to res tista, ki je napisala to sporočilo, ima dušo in ji je mar, morda ji je na neki ravni mar za savanah. Mislim, ne vem, kaj si ti misliš o tem, ampak jaz to tako razumem. Absolutno. In tudi ti misliš, da ima vsak svojo mrežo, vsakdo veš, tudi če so to samo njihovi starši, kaj ne? In vsak ima svojo mrežo. In nekdo v tej mreži upati moraš, da ima dušo, če kaj ve. In sčasoma upaš, da bo breme krivde in gledanje teh videoposnetkov savane dejansko pripeljalo do tega, da se bo nekdo oglasil. To smo že videli v prejšnjih primerih. Samo ves čas se spominjam in imamo odlične strokovnjake iz organov pregona. In spomnim se, ko se je na začetku pojavil tisti video s tipom z verande in koliko jih je, kot so bivši agenti FBI, bivši veš, policisti iz večjih mest, reklo, da ta tip izgleda kot popoln amater, kaj ne? Kot naprimer nahrbtnik. In ima to masko, skozi katero še vedno lahko vidiš dele njegovega obraza. In res je, zgleda kot tip, če bi vprašal umetno inteligenco, hej, kako izgleda vlomilec? Mislim, to je kot kostum za noč čarovnic. In vendar so vsi, od Donalda Trumpa, Kasha Patela, pa do virov FBI-ja, to potiskali naprej. Vse te različne agencije so očitno vložile ogromno truda v iskanje tega. In res mi ni jasno, da smo zdaj tukaj 6 mesecev kasneje. In na prvi pogled se zdi, da smo zdaj na točki, ko velja. Če kaj vidiš, to povej. In tako blizu smo, da bi našli Nancy Guthrie. Ja, in to bo potrebno. Krivda jih mora razjedati. Če je drugo sporočilo pristno, pokopano v naravi, mi je žal, ničesar nisi mogel storiti. Krivda mora nekoga razjedati. In o tej osebi govori o tem, kar si prej prebral. Spremembe v vedenju, tesnoba, nenadno zanimanje za sosesko Nancy Guthrie in potem to izgine. Mislim, da krivda res lahko nekoga, ki je vpleten v to, žre živega. In na to upajo. In imaš prav. Vsi so bili v to vpleteni, ampak mislim, da je bilo nekaj napak že na samem začetku. Veš, šerif Nana je rekla, da so poklicali FBI, ampak Kash Patel, veš, med njima je bilo precej prerekanja. On, veš, pravi, da jih niso vključili vse do 4 dni kasneje in da je bilo v tem času izgubljeno dragoceno obdobje. Torej, veš, zdi se mi neverjetno, da morda ni bilo več napredka pri aretaciji, ampak tudi Kris preprosto ne vemo. Ne vemo, ali imajo na očeh nekaj ljudi, ali pa so preprosto obupani v tem trenutku. Prav. In zagotovo jim damo dvom v korist, saj še naprej delajo. Veš, imaš tega šerifa, Krisa Nanosa, v okrožju Pima. Bil je deležen veliko kritik. Veliko se je poročalo o morebitnih napetostih med FBI-jem in šerifovim uradom okrožja Pima ter vprašanjih, ali delujejo usklajeno. Vem, da obstaja delovna skupina. Kaj meniš o tem na tej točki? Ker ko pogledaš to, se vprašaš, ali je FBI tisti, ki resnično vodi del preiskave glede videoposnetkov in poskuša izslediti, kje se nahaja ta Bitcoin denarnica. Kako vpleten je pravzaprav šerif okrožja Pima, ko gre za digitalno forenziko v tem primeru? Za digitalne dokaze, kot je odkupninsko pismo in odkot bi lahko prišla, veš, odkot so ti videoposnetki prišli v teh dneh. Kaj meniš o tem, da je prav šerifov urad danes tisti, ki objavlja te informacije? No, oni so vodilna agencija. FBI je v podporni vlogi. FBI ima vso strokovno znanje, ko gre za elektroniko in vire za analizo vseh teh predmetov ter podatkov o triangulaciji mobilnih telefonov, lociranju prek baznih postaj in, veste, ekipo KAS pri FBI-ju. Imajo vse te vire, vendar je šerif okrožja Pima še vedno vodilni v tej zadevi. FBI torej zgolj pomaga in nudi vire. Delovna skupina, veste, meni osebno so povedali, da so začetnega detektiva, ki je bil zadolžen za to, zamenjali z bolj izkušenim preiskovalcem. To je bila napaka na začetku in zdaj sodelujejo, vsaj člani delovne skupine sodelujejo pri reševanju tega primera. Torej, čeprav FBI prinaša veliko virov in vesti, verjetno analizirajo vse te posnetke in podobne stvari, mislim, to traja. To vzame čas. Torej, šerif okrožja Pima bo, veste, dokler v tem primeru ne bo podlage za zvezno pristojnost. Zvezne oblasti ne bodo prevzele vodstva. Šerifov urad je še vedno glavni. In oni so tisti, ki še vedno, veste, vodijo to preiskavo. Dokler ne izvemo, da bodo morda vložene zvezne obtožbe.
ker do zdaj ni bilo podlage za zvezno pristojnost, ki bi pokazala, da bi morala FBI voditi to preiskavo. Ja, bomo videli, kaj se bo zgodilo naprej. Neverjetno. 6 mesecev kasneje se iskanje Nancy Guthrie še vedno nadaljuje. Anjanette Levy, voditeljica oddaje Crime Fix, tukaj na Law & Crime, vedno opraviš izjemno delo. Najlepša hvala, da si se mi pridružila in govorila o tem, medtem ko oba še naprej spremljava ta primer. Ja, hvala, da ste me povabili. Cenim to. Preden zaključimo, želim prikazati te številke na zaslonu. Če imate kakršnekoli informacije o tem, kje se nahaja Nancy Guthrie, okličite 1-800. Okličite FBI ali 88 Crime. Lahko ostanete anonimni. To je vse za to epizodo oddaje On the Case, ki jo predstavlja Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.